Živjo, jaz sem Nuša, trenerka predvsem za ženske in danes si bomo pogledali, kaj gre lahko narobe pri hip thrustu, torej pri dvigu bokov, ker me veliko ljudi pojamra, da jih boli križ oziroma da čutijo vso težo na križu. Tako da gremo pogledat, kaj lahko gre narobe in kako si lahko pomagate, da boste dejansko začutili rit, za kar je tudi vaja namenjena. Prva stvar, ki jo moramo pogledati, je naša podlaga, kamor bomo naslonili hrbet. Torej, že ta podlaga mora iti pod lopatice. Čim bo višje, ne bomo v pravilnem obsegu gibanja. Zato moramo pogledati, kam pridejo naše lopatice in podlaga mora biti pod lopaticami. Torej, naš cel zgornji del hrbta mora biti na blazini, ker dostikrat vidim tudi to, da je sam zgornji del in pol seveda ne moramo delati vaje pravilno. To vse boli že tako. Torej, pač naštimamo si, da je klop pod lopaticami. In iz tega položaja pol peljemo hrbet dol. Druga stvar, že ko peljemo hrbet dol, kaj največkrat vidim, da je zgornji del ločen od spodnjega in da se dela samo spodnji del. Tukaj v bistvu ne delamo nič dobrega za našo zadnjico, za kar je vaja namenjena. Zato je treba najprej nasloviti to, da pogledamo, če zgornji del in spodnji del sodelujeta. Jaz rada dam predstavo, da imamo čez celo hrbtenico štango, ki se ne more upogibati. Naša hrbtenica se lahko upogiba, štanga se pa ne more. Tako da pomislimo na to, da je cela hrbtenica eno in da se dviga istočasno zgornji in spodnji del. Rada dam tudi to pomoč, da primemo za rebro, za medenico in ta se more istočasno dvigati gor in dol. Zgornji del ne sme iti pred spodnji del in delati ločeno, ampak more iti istočasno gor in dol. Tretja stvar je, da moramo imeti v kolenih ravno pravšnji kot. Če bomo dali noge preveč naprej, bodo delale bolj sprednje stegenske mišice, če bodo preveč nazaj, bodo delali bolj hamstringi, torej zadnje stegenske mišice, mi pa hočemo zadnjico in to naredimo tako, da damo 90 stopinj v kolena in delamo in izvajamo vajo. Ne smemo pozabiti na to, da kamor gledamo, tisto bo delalo. In če imamo mi glavo nazaj, pomeni, da bomo dali več teže na križ in da bo v bistvu križ prevzel naše delo. Če damo glavo naprej, pomenimo, da se skrčimo, da bodo delale trebušne mišice in da bomo dejansko uporabljali za dvig zadnjico. Torej, glava naprej, cel obseg gibanja, 90 stopinj v kolenu, dvigneš in v bistvu delaš res zdaj vajo za zadnjico. Še ena stvar ne pozabim, da dvigajo ljudje preveč gor in da dajo celo težo na križ. Torej, ustaviti se moramo tam, kjer so boki poravnani s koleni. In ne, da so boki višje kakor kolena, ker bomo dali celo težo na hrbet. In več teže, ko nalagamo na svoje boke, bolj moramo biti pozorni na to, da vse štima, da vse to, kar sem vam povedala, je pravilno in da delamo v bistvu res tako, da začutimo zadnjico in da ne nalagamo in sam delamo škodo svojemu telesu. Jaz vem, da to ne pride iz danes na jutri, probite večkrat, več, ko boste delali, bolj boste pri sebi videli, kaj delate narobe, pa kaj morate popraviti. Ne pride pri vseh to zelo naravno, pri nekaterih ja, pri drugih ne. Verjamem pa, da vsak lahko pride do pravilne tehnike in do tega, da imaš dejansko nekaj od vaje. Če hočeš več vaj, pa pridi na moje programe, kjer so vsi od poporodnih do tistih, ki že več let trenirate.